Gospod Pahor, v Mariboru ste pogosto. Poglejte tam zadaj, vidimo reflektorje stadiona, Ljudski vrt danes še ne gorijo, v torek bo seveda drugače. Vemo, kaj v Mariboru pomeni nogomet. Gospod Pahor, kdaj ste bili nazadnje na kakšni nogometni tekmi v Mariboru? Ko igra slovenska reprezentanca. Ko igra slovenska reprezentanca, nogometna, rokometna, košarkarska. Poskušam biti zraven, če je le mogoče. Nazadnje sem bil v Stožicah. Mislim, da je bila zadnja tekma, ki je igrala reprezentanca, prav tako v Mariboru in sem bil tukaj. Gospod Pahor, boste prišli na kakšno tekmo nogometnega kluba Maribor? Tudi, recimo, če ne boste povabljeni. Jaz sem bil na začetku mandata povabljen večkrat na klubske tekme in nekako smo sprejeli odločitev, da je najbolj prav, da se udeležuje reprezentančnih tekem, sicer bi prišlo do takih in drugačnih vprašanj, zakaj prav tja in ne drugam. Tako da sem se odločil, da spremljam slovenske reprezentance. Gospod Pahor, večkrat ste sami povedali, kdaj že tudi jasno pokazali, da ste nečimerni. Kako bi čisto osebno stališča, torej vašega karakterja, sprejeli dejstvo, da predsedniške tekme ne bi dobili v prvem krogu ali da je celo sploh ne bi dobili? Glejte, jaz sem se potegoval za različne položaje in ta je prav poseben. Če ne bi dobil podpore za predsednika republike, bi bil verjetno nekaj ur žalosten, ampak ne bi obžaloval, da ne opravljam položaje, če za nima podpora. Predsednik republike mora vedeti, da ima podporo. Če je nima, potem jaz osebno ne bi dolgo žaloval za to, ker za svoje stališča, za svoje ravnanja, za svoje ukrepanja, ki sem jih storil v zadnjih 5 letih in tista, ki jih nameravam narediti, nisem dobil podpore. Če nimam podpore, nisem predsednik. In se človek usmeri drugam. Ampak mislim, da jo bom imel. Ankete javnega mnenja kažejo, da je vaš najresnejši izzivalec ta hip do predsedniških volitev. Je še, mislim, da točno 10 dni. Gospod Šarec, dober dan v Mariboru, ste župan Kamnika. Povejte mi, kdaj ste bili vi nazadnje v Mariboru in kateri del Maribora vam je posebej pri srcu? V Mariboru sem bil, mislim, da pred 3 tedni. Imam tudi teto nad Kamnico gor. Drugače pa je Kamnik povezan z Mariborom tudi preko Rudolfa Maistra. V Kamniku se je rodil, Maribor pa je priključil v Sloveniji in tako da dobro sodelujemo tudi na tem področju. Gospod Šarec, bi vi volili gospoda Pahorja, če ne bi bili sami kandidat? Vprašanje. Sam sem kandidiral zato, da bom lahko koga volil. Nekaj nejasnosti, gospod Šarec, je vendarle o ozadjih vaše kandidature, dajva jih zdaj morda tukaj razčisti. Ali lahko potrdite, gospod Šarec, nekako, da za vašo kandidaturo, da so vas kandidaturi nagovorili tako imenovani predstavniki trde levice, rečemo v Sloveniji? Nikakor. Lahko to zanikate, gospod Šarec, na tem mestu? Jaz nisem nobena trda levica, glejte, star sem 40 let, relativno mlad in meni učita trdo levico in to delajo včasih tudi tisti, ki so včasih bili krepko v zvezi komunistov. Ne? Ali lahko istočasno zanikate torej tudi, da je vaša predsedniška kandidatura predvsem priprava na parlamentarne volitve prihodnje leto? Seveda zanikam, ker kandidiram za predsednika Republike Slovenije in ta kandidatura je tisto, kar me zanima in za kar kandidiram in česar si tudi želim, seveda. Gospa Maja Makovec Brenčič, niste članica stranke Modernega centra, ste pa njena kandidatka. Povejte mi, gospa Makovec Brenčič, koliko si zares želite biti predsednica in koliko v resnici kandidirate, ker se za vladajočo stranko res ne bi spodobilo, da ostane brez kandidata? Če ne bi želela kandidirati danes, ne bi bila tukaj pred vsemi vami, pred vsemi Slovenci, Slovenkami, ne bi zastopala in pripravila vizije in programa, ki stremi predvsem k temu, da bi bilo vsakomur v Sloveniji boljše in da bi bil predsedniški glas res prvi glas v naši državi. Gospa Makovec, pogledajte, koliko mislite, da vaša kandidatura lahko pred prihodnjimi volitvami v Državni zbor koristi stranki Modernega centra ali pa celo škoduje, če rezultat ne bo dober? Trenutno izgledi niso zelo dobri. To bodo povedale volivke in volivci. Glede rezultatov in javnomnenjskih raziskav pa seveda 10 dni je še pred nami. Vsi zagovarjamo svoja stališča, videnja, kaj in kako lahko doprinesemo v Sloveniji. Prepustimo odločitev Slovenkam in Slovencem. Gospod Tomc, tudi z vami bi želel najprej nekaj razčistiti. Malo me je presenetilo ob soočenju na nacionalni televiziji, da se niste iz prve spomnili, za koga ste volili na zadnjih predsedniških volitvah. Ste se sedaj že spomnili?
Ja, a veste, včasih ima človek tudi tako imenovani blackout, pa se ne spomni prav najbolj primernega odgovora v tistem hipu in to je bil vsekakor eden izmed mojih kiksov, seveda, da vem, koga sem volila, bil je pa nekako zelo nespretno sem se izmotala iz tega vprašanja. Koga ste volili, gospod Tomc? Seveda sem volila svojega kolega Milana Zvera in ker sem se želela direktnemu proti kandidatu izogniti, sem pač odgovor tako naredila, kot sem ga, ampak v drugem krogu sem pa volila gospoda Pahorja. Gospod Tomc, v največji opozicijski stranki ste v predsedniško tekmo stopili razmeroma pozno, skoraj da 5 pred 12. Vaša konkurenčna stranka na desni sredini Nova Slovenija je to odločitev sporočila precej prej. Je bila torej vaša odločitev, da sploh kandidirate, da ima SDS kandidatko za predsednico republike, tudi odgovor na kandidaturo gospe Ljudmile Novak? Ne, seveda, da ne. Mi smo takšen postopek načrtovali. Mislim, da smo izbrali pravi tajming, nič prepozno. Poglejte, imamo tudi primer, ko je eden izmed potencialnih kandidatov svojo kandidaturo najavil resnično zelo zgodaj, pa danes ni kandidat, tako da mislim, da smo izbrali pravi čas. Zakaj vas sprašujem? Dolgo časa se je ugibalo, špekuliralo, ali bo SDS v predsedniško tekmo poslala tako imenovanega političnega prvokategornika ali ne. Obstaja občutek, da Slovenski demokratski stranki najbolj ustreza še en mandat Boruta Pahorja. Slovenski demokratski stranki ustreza, da bom jaz predsednica države, zato so v to bitko poslali prvokategornico. Hvala lepa, gospod Popovič. Kdaj ste bili vi nazadnje zasebno v Mariboru? Zasebno sem bil na zadnji tekmi med Mariborom in Rusi. Sprašujem vas zato, gospod Popovič, ker me zanima, ali ste se v Mariboru pred odločitvijo za kandidaturo sestali tudi z mariborskim županom Andrejem Fištravcem. V zadnjem času vas je kar nekaj videti v družbi županov, tudi ljubljanskega župana gospoda Jankoviča, gospod Fištravec pa je ne nazadnje vašo kandidaturo tudi podprl. Lahko potrdite ali zanikate, gospod Popovič, da je v bistvu vaša kandidatura na nek način priprava županov iz različnih mest na ustanovitev stranke ali koalicije list po vzoru Hrvaškega mosta za naslednje parlamentarne volitve? Kajte, jaz sem bil na isti dan, ko je bila tekma, sem bil tudi pri gospodu Fištravcu in ker me tudi uradno podporil pri tej kandidaturi in zato sem mu zelo hvaležen. Naj povem, da to ne morem zanikati, niti slučajno ne zanikam. Ta kandidatura je absolutno za predsednika države, želim si biti predsednik države, ker mislim, da je predsednik države tisti, ki lahko največ stori in tudi zelo pomembno za naslednje državno-zborske, kakšna bo situacija in kakšen bo rezultat na teh volitvah. Tako da ne po vzoru mosta, naša ideja je že zdavnaj, da se treba pač na lokalni skupnosti združiti. Če se spomnite... Kot stranka, gospod Popovič. Kot stranka, ja. Kot koalicija strank, list. Jaz sem predsednik stranke Koper naš, pa imeli smo tudi stranko Izole naše, pa Piranje naš, kjer smo imeli vse 3 župane na celi obali in potem smo šli 2004, če se spomnite, stranko Slovenija naša po celi državi. Takrat je bilo malo prezgodaj, tako da hoteli smo pač združiti vse neodvisne župane, pač tisti, ki imajo podobno vizijo kot mi, da pač treba narediti to državo bolj učinkovito in jaz mislim, da to edina prava pot, kaj ti daša država, je politično učinkovita. Še sekunde, če prosite. Učinkovita, kar se tiče politike, samo na lokalni ravni, žal. Na višji ravni, v uradni Ljubljani je pa prava katastrofa. Gospod Novak, mislim, da je zdaj že skoraj desetletje, ni še, odkar vodite Novo Slovenijo. Zadnje obdobje zaznamuje tudi razmeroma konflikten odnos z vašo sestrsko stranko, nekoč Slovensko demokratsko stranko. Predvsem vaš odnos s prvakom te stranke, gospodom Janšo, ni ravno prijazen. Zakaj me to zanima? Ali to dejstvo izključuje gospoda Janšo, če bi dobil parlamentarne volitve, da bi ga vi kot predsednica predlagali za mandatarja za sestavo nove vlade? Kar se tiče mojega sodelovanja v vladi, če bi jo vodil gospod Janez Janša, sem že večkrat povedala svoje stališče in tega stališča pač ne spreminjam, ker imam za to določene razloge. Nova Slovenija sodeluje z vsemi strankami. Ampak če bi bili predsednica? Če bi bila predsednica... Boste imeli možnost podelitve mandata zmagovalcu ali pa komu drugemu? Vedno sem bila oziroma sem imela stališče,
da tisti, ki zmaga na volitvah, tista stranka ima pravico, da po prvi sestavlja vlado, seveda je pa potem odvisno od tega, ali ima dovolj podpore v samem parlamentu. Videli smo, da gospod Janković že ni znal šteti. Hvala lepa. Gospa Novak, ste tudi rojena v Mariboru, Štajerka, tako rekoč. V ekipi mariborskega župana pa sedi tudi vaš podžupan, gospod Luketič. Povejte mi, ste zadovoljni z delom ekipe gospoda Fištravca, tudi z vašo politično podporo in odgovornostjo za Maribor? No, če so Mariborčani zadovoljni s to vlado gospoda Fištravca, boste povedali na naslednjih volitvah. Jaz pa vem, da naš podžupan, gospod Zdravko Luketič, z vsem srcem in dušo opravlja to funkcijo in ko je želel odstopiti od te funkcije, sem tudi sama dobila kar nekaj pisem raznih mestnih četrti, ki so vse mi prigovarjale, da tudi naj jaz nagovorim gospoda Luketiča, da ostane podžupan, ker vem, da posluša meščane in da skuša jim tudi pri njihovih problemih pomagati. Gospa Novak, kaj konkretno ste kot političarka, kot poslanka Državnega zbora, predsednica stranke, v teh letih naredili, da bi ljudje v teh krajih v severovzhodu Slovenije živeli boljše? Kaj konkretno bi lahko naredili tudi kot predsednica republike? No, konkretno veste, da poslanci sprejemamo zakonodajo. V Novi Sloveniji smo se vedno trudili, da bi bila zakonodaja takšna, ki bi čim bolj podpirala gospodarstvo, ker vemo, da je dobro v gospodarstvu najboljša socialna politika, da bi ljudje imeli delovna mesta in da bi mladi ostajali doma. Zato smo v tem duhu tudi mi predlagali zakone, posvetovali smo se z ljudmi na terenu, bili smo v različnih organizacijah oziroma obratih, tovarnah, kjer smo dejansko slišali, kje so problemi in potem smo mi v naši zakonodaji to predlagali. No, kot evropska poslanka, pa naj se pohvalim, sem bila pa verjetno prva, ki sem se potegovala za to, da bi Maribor postal evropska prestolnica kulture. Kaj pa kot predsednica, gospa Novak, koliko vi lahko konkretno vplivali na gospodarsko življenje, na socialno sliko te regije? Glejte, jaz sem prepričana, da Slovenija še ni izkoristila vseh svojih potencialov, kar se tiče turizma. In že sedaj ves čas opozarjam in predlagam, da bi določene inštitucije prišle tudi v severovzhodno Slovenijo, da bi se tukaj turizem bolj razvil, ker je škoda, da govorimo, da Ljubljana poka po šivih od turistov ali pa Bled, na drugi strani imamo pa severovzhodni del Slovenije, kjer so še neizkoriščene možnosti, dobra hrana, dobra pijača, dobro vino. Torej bi kot predsednica vse ljudi pozvali na izlet v Maribor, če vas prav razumem. Tudi to. Gospa Makovec, pogledajte, vaša vlada na drugi strani se lahko konkretno pohvali z tem, da je pripeljala v bližino Maribora velikega investitorja, multinacionalko Magna. Zgodbo seveda odlično poznamo, Večerjo je zelo natančno spremljal, z vsemi vzponi in padci, očitki o ekoteroristih in še čem, in naposled tudi slabim občutkom, da je ta zgodba vladi kdaj ušla izpod kontrole. Gospa Makovec, povejte mi, kakšne in katere so 3 lekcije, ki se jih mora država iz te investicije naučiti? Zdaj, to vprašanje izgleda tako, kot da sem na vladnem zaslišanju. Danes sem tukaj kandidatka za predsednico države, a vendar, če dovolite, bom vseeno povedala. Predvsem gre za to, da moramo odpirati poslovno okolje, da ga moramo pripraviti tako, da bo v resnici omogočalo dobre naložbe in predvsem dobra razvijajoča se delovna mesta. Hkrati takšne naložbe tudi usposobiti na način, da povežejo dobaviteljske verige, torej tudi lokalni, regionalni del. Vse to odgovarja Magna. Lekcije pa so verjetno tudi, kako voditi dialog med regijo, lokalnim delom in seveda vsemi zainteresiranimi deležniki. To je bila vendarle ena od prvih naložb v zadnjem času na tem koncu. Mislim, da vsi, ki bodo dobili delovna mesta in ki bodo iz tega ustvarjali novo vrednost, bodo lahko zadovoljni. Zakaj si Slovenci in Slovenke večkrat ne povemo, da lahko naredimo tudi kaj dobro in prav. In prav na tem temelji tudi moj program.